Začeli bomo s panelom o intermedijski umetnosti in kulturni dediščini, ki mu bo predsedovala dekanja na fakulteti za slovenske in mednarodne študije na Novi univerzi, profesor dr. Polona Tratnik. Izvolite. Dober dan, lepo pozdravljeni z moje strani. Hvala lepa Društvu Vtis za povabilo, hvala za organizacijo tega pomembnega dogodka. Poznam vaš program oziroma delovanje že iz preteklosti in mislim, da zelo pomembno prispevate k temu, da povezujete slovenske raziskovalce iz Slovenije in tiste, ki delujejo v tujini. In tudi v tem smislu mislim, da ima organizacija takšnih dogodkov velik pomen za povezovanje nas, ki delujemo pravzaprav na različnih področjih, kot ta panel lepo prikazuje, kot bomo videli v nadaljevanju, da lahko raziskovalno sodelujemo tudi prek mogoče kakšnih projektov in podobnih raziskovalnih struktur. Veseli me, kar je povedal sekretar z Ministrstva za izobraževanje, dr. Jure Gašparič, da se bodo sredstva za znanost, ki jih namenja slovenska država, v prihodnje povečala. To je vsekakor dobra novica. Zdaj pa bi povabila paneliste v našem panelu, da pristopijo k besedi, in sicer po naslednjem vrstnem redu. Profesor dr. Matija Strlič bo prvi, ki bo predaval. Nadaljevala bo Valerij Wolfgang in tretja panelistka bo dr. Kaja Antl. Za tiste, ki poslušate, ki ste udeleženi v tem panelu, vas vabim, da zastavljate vprašanja v tem zavihku Questions and Answers. Jaz bom ta vprašanja spremljala in jih bom poskušala vključiti v razpravo po predavanjih. Zdaj pa bi na kratko predstavila profesor dr. Matijo Strliča, ki zares deluje interdisciplinarno, v njegovem primeru to lahko sigurno rečemo. Deluje na Univerzitetnem koledžu v Londonu, in sicer je profesor dediščinske znanosti in pa tudi profesor analizne kemije na Univerzi v Ljubljani. Njegove raziskave so osredotočene na razvoj infrastrukture za dediščinsko znanost, kar vključuje instrumentacijo in metodologije, kot tudi modeliranje materialov, okolja, vrednot in sistemov odločanja. Profesor dr. Matija Strlič je fellow Kraljevega kemijskega društva ter Mednarodnega inštituta za konzerviranje. Leta 2015 je prejel nagrado ambasador znanosti Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju znanosti in mednarodnega sodelovanja. Zdaj pa vidim, da je profesor dr. Matija Strlič že pripravil svojo prezentacijo, ki jo vidimo. Uspešno se deli in ga kar vabim k besedi. Najlepša hvala. Najprej Društvu Vtis za vabilo. Lahko samo preverim, če se sliši? Sliši. Hvala lepa. Najlepša hvala v Društvu Vtis za vabilo. To ni bilo prvo vabilo, ki sem ga dobil na vaš dogodek, ker sem že predstavljal na vaših dogodkih v Londonu, ki so bili običajno izjemno dobro obiskani in zelo primerni kot, ne samo kot prostor za srečanje, ampak prostor za debate. In seveda tudi lepa hvala vam, profesor Tratnik, za uvod. To predavanje sem si predstavljal kot kratek uvod v področje, s katerim se ukvarjam in ki sem ga pravzaprav soustanovil med svojim delovanjem v Londonu. Namreč, kot je profesor Tratnikova omenila, delujem na dveh univerzah, na University College London in v Ljubljani. Moja podlaga oziroma moja akademska podlaga je kemija. Sem pa takoj po študiju kemije naredil tečaj iz restavratorstva, iz konzervatorstva in sem, kako bi rekel, me je vedno privlačilo interdisciplinarno delovanje. Zato sem leta 2007 na povabilo University College London prevzel delovno mesto na tej univerzi in ustanovil študij dediščinske znanosti na univerzi in potem še doktorski študij in zdaj tudi ustanavljamo infrastrukturo na evropski ravni. Pa bom nekoliko pisal
to vejo, to disciplino, zaradi tega, ker predvidevam, da večina publike ne pozna dediščinske znanosti. Najprej bom čisto na kratko predstavil University College London, to je univerza, ki se nahaja v samem središču Londona. Je ena izmed mlajših britanskih univerz, ustanovljena je bila šele v prvi polovici 19. stoletja. Je pa prva univerza, ki je dovolila pristopanje študentov ne glede na religijo in ne glede na spol. Tako da je od same ustanovitve zelo odprta univerza oziroma je odprta za zelo veliko število ved in je v primerjavi s tisto drugo univerzo v Londonu, Imperial College, ki ga mogoče nekateri med vami poznate, je dejansko bistveno bolj interdisciplinarna in predstavlja pravo univerzo, medtem ko kot se na UCL-u radi pošalimo, Imperial College je res samo college. Naš annual budžet, letni budžet je 1,6 milijarde funtov, kar je kar konkreten budžet, kar veliko sredstev gre v raziskave, pa seveda tudi v prostore, ker v centralnem Londonu so prostori seveda izjemno dragi. Tisto, kar je izjemno zanimivo in zelo pozitivno na naši univerzi, je to, da je skoraj oziroma 40% študentov je nebritanskih študentov in več kot tretjina delavcev, akademskih delavcev je nebritanskih delavcev, kar pomeni, da smo res izjemno raznolika univerza in ta raznolikost se mi zdi, da izjemno prispeva k kroženju idej znotraj univerze in k možnostim univerzitetnega sodelovanja. Tako da veliko akademskih študij kaže na to, kako pomembna je raznolikost v akademskem življenju in moram potrditi na lastni koži, da je to res izjemno pomembno. UCL se nahaja, kot sem rekel, v centralnem Londonu, nekje v ravni črti med Britanskim muzejem in Britansko knjižnico. In tisto, kar bi rad tukaj poudaril, je, da je mogoče tudi zaradi tega, ampak predvsem zaradi izjemne odprtosti kulturnih ustanov v Veliki Britaniji, spodaj kažem še stavbe English Heritage, to se pravi nacionalne agencije za varovanje kulturne dediščine in Stonehenge, z vsemi temi ustanovami sem sodeloval in še sodelujem. In ta odprtost kulturnih ustanov za sodelovanje z univerzami, za raziskovalno sodelovanje in tudi za znanstveno sodelovanje na področju kulture in je botrovala temu, da smo v Britaniji lahko ustanovili to novo področje dediščinske znanosti. Potreba po tem področju se je pokazala nekje v poznih 90-ih, ko se je izkazalo, da znanosti, ki so potrebne za podporo v konzerviranju in restauriranju, niso dovolj, da se vzdržuje in da se vodi zbirke kulturne dediščine oziroma da se ohranja zidano kulturno dediščino in da se razmišlja o tem, kako to dediščino čim bolje prikazati obiskovalcem in uporabnikom. In tisto, kar je tukaj potrebno vedeti, je, da je kulturna dediščina oziroma cela domena kulturne dediščine v Britaniji je v bistvu zelo močna industrija in predstavlja približno 21 milijard funtov letnega prihodka v britanskem gospodarstvu, kar je več kot recimo avtomobilska industrija. In to je eden izmed pomembnih argumentov, zakaj je potrebna znanstvena podpora in zakaj se financira znanstvena podpora na tem področju. Področje smo definirali nekje v letih 2005-2006 in v tistem času sem tudi ustanovil Wikipedia stran na temo Heritage Science, ki jo zdaj urejam, in pred kratkim, v zadnjih 2 letih, smo končno prišli do neke stabilne definicije področja kot interdisciplinarne domene znanstvenih raziskav dediščine. Seveda pri tem vključujemo vse vrste znanosti, od socioloških znanosti,
do seveda naravoslovnih znanosti, inženiringa in podobno. In seveda pri razvoju novega področja, pri razvoju nove znanstvene domene je potrebno razmišljati v zelo velikih smereh, ne samo o politični podpori in o finančni podpori, o kateri so govorili predstavniki naših ministrstev, ampak seveda tudi o podpori akademske srenje in seveda tudi o razvoju izobraževanja na tem področju in o razvoju infrastrukture, ki tako področje podpira. Tako da bom mojo predstavitev predvsem, se bom z mojo predstavitvijo predvsem osredotočil na to slednje. Pri razvoju akademske vede je seveda so raziskave, financiranje raziskav so absolutno pomembne in na srečo je interdisciplinarno financiranje v Britaniji relativno zdravo in sem bil na tem področju še kar uspešen, tako da vsaj kar se tiče akademskega razvoja to ni bilo problematično, izkazalo pa se je, da je bistven problem pri razvoju kapacitet, se pravi človeških virov, pri razvoju novih raziskovalcev na tem področju in pa pri razvoju infrastrukture, tako da se bom posebej posvetil temu. Tisto, kar je v Britaniji posebej zanimivo, kar se tiče raziskovanja oziroma raziskovalnega delovanja, je širša družbena podpora raziskavam. Tukaj mislim recimo na znanstvene servise, kot je recimo publishing, se pravi publikacije. In večina znanstvenih publisherjev oziroma hiš, ki pač publicirajo znanstvene revije, ima sedež v Britaniji oziroma v Londonu, New Yorku in podobno. In zato je dogovarjanje ali pa pogajanje z njimi bistveno lažje, kot recimo kje drugje po svetu. Pred 2 letoma sem se recimo z nemško hišo, ki publicira revijo, dobro znano revijo Angewandte Chemie, sem se tako spogajal, da so objavili specialno številko prav na temo dediščinske znanosti, s čimer smo dejansko potrdili akademsko moč te discipline. Tisto, kar je v Londonu še posebej zanimivo, je delovanje za mediji. Javni mediji imajo zelo veliko zanimanja za dediščinsko znanost in kolegi, s katerimi delamo na tem področju, imamo pogosto intervjuje za javne medije in nikoli ne bom pozabil, ko smo v eni raziskavi bili povabljeni na BBC Breakfast Show, ko smo imeli ob 7. zjutraj pogovor na temo raziskav. To je bil res eden izmed izjemno odmevnih dogodkov, medijskih dogodkov, kjer smo dediščinsko znanost lahko prikazali praktično vsem 70 milijonom Britancev, pa še kje drugje po svetu. No, zdaj bi se pa osredotočil predvsem na to, kako smo razvijali kapaciteto, kako razvijamo študente, kako razvijamo znanje na tem področju. Pri tem sem bil uspešen. Prvi korak pri tem uspehu je bila ustanovitev masters študija, se pravi magistrskega študija na področju dediščinske znanosti leta 2010. In na kar smo bili uspešni, oziroma sem bil uspešen z projektom Centra za doktorsko izobraževanje na področju znanosti in inženiringa v umetnosti, dediščini in arheologiji. To je bil eden od samo 80 projektov, ki so jih financirali v Britaniji na temo doktorskega izobraževanja leta 2014. In sicer je Agencija za raziskave dala 5 milijonov funtov za razvoj 60 doktorskih študentov. Sam sem moral pa potem razviti še 1,5 milijona oziroma pridobiti še 1,5 milijona sredstev iz industrije, kar je še en vidik uspešnega sodelovanja v Britaniji, namreč sodelovanje z industrijo je v britanskem raziskovalnem okolju izjemno enostavno. Spet zaradi tega, ker je veliko multinacionalk v Britaniji, imajo svoja podjetja in z njimi se je sorazmerno enostavno vzpostaviti stik in sodelovanje. S
Temi 60 študenti smo seveda morali razviti povsem nov način učenja, ker tako kot je profesor Tratnikova opozorila na začetku, dediščinska znanost je res intenzivno interdisciplinarna. Naši študentje potrebujejo znanje inženiringa, znanje znanosti, znanje etike, znanje zgodovine, znanje umetnosti in izobraževanje na takem izjemno interdisciplinarnem področju je bilo nekaj povsem novega. Zato smo skupaj z Univerzo v Oxfordu in Univerzo v Brightonu in UCL-om razvili doktorski študij na področju dediščinske znanosti, na katerem smo ugotovili, da je edini način, da študente izobrazimo v tej interdisciplinarnosti ta, da zahtevamo veliko število mentorjev za vsakega študenta. Namreč ti mentorji morajo imeti humanistična znanja, morajo imeti znanstvene podlago, morajo imeti znanje iz industrije, morajo imeti znanje iz kulturne industrije in zato smo se odločili, da je potreben en tak širok nabor strokovnjakov, ki vodijo posameznega študenta. Zato smo v tem doktorskem študiju pridobili več kot 100 različnih mentorjev, da skupaj mentorirajo 60 študentov, ki so bili porazdeljeni po teh 3 univerzah. Hkrati smo potrebovali tudi veliko število zunanjih raziskovalnih partnerjev in vsa ta partnerstva sem oblikoval za potrebe tega centra, z različnimi industrijskimi partnerji, od Philipsa, Dyson podjetja, do različnih raziskovalnih partnerjev, kot je recimo Synchrotron v Oxfordu, Harwell Campus, ki ga vidite na sliki, do različnih raziskovalnih partnerstv. In pa seveda tudi mednarodnih partnerstv, ki se raztezajo vse od ZDA, Afrike do vzhodne Azije in pri tem bi se predvsem rad pohvalil tudi v partnerstvu z Univerzo v Ljubljani. In to je bil eden izmed zelo pomembnih, vsaj zame, zelo pomembnih partnerstv, zaradi tega, ker sem na ta način lahko uspel v razvoj, v jedro razvoja te nove discipline tudi kolege in ustanove iz Slovenije. Samo učenje na tem področju, k temu smo tudi morali inovativno pristopiti, namreč zavedali smo se, da z klasičnim učenjem v učilnici na takem intenzivno interdisciplinarnem področju ne bomo mogli uspeti, zato smo razvili učne metode, ki so bile tudi same po sebi zelo inovativne, od metod, pri katerih študente povabimo na 14-dnevni residential, recimo, do metod, ki res intenzivno delujejo oziroma so intenzivno osnovane na delovanju oziroma na sodelovanju z širšo javnostjo. Tako da smo naredili res zelo atraktiven in zelo razgiban izobraževalni program. V okviru tega programa smo izjemno pozornost namenjali sodelovanju z javnostmi in ravno v ta namen smo pridobili dodatna sredstva za mobilni laboratorij, ki ga prikazujem na sliki in s katerim smo z našimi študenti prepotovali celo Veliko Britanijo, od Severne Irske do Cornwalla, in s katerim smo širši javnosti predstavljali raziskave naših študentov v različnih muzejih, po različnih konferencah in podobno. In moram reči, da je bil ta mobilni laboratorij ne samo postojanka za raziskovalno delo, ampak tudi izjemno pomemben vektor za komunikacijo. No, tisto, kar bi tudi rad poudaril, je razvoj infrastrukture, raziskovalne infrastrukture. Tudi tukaj smo bili kar uspešni. Na UCL-u sem razvil verjetno najbolj inovativen laboratorij za hiperspektralno oslikovanje, v okviru katerega trenutno deluje 5
mogoče 6 hiperspektralnih kamer, ki oslikujejo recimo v tem primeru tole Rossettijevo sliko z res širokim spektralnim območjem. Zakaj je to potrebno? Bom pokazal samo par rezultatov. Recimo v tem primeru smo izvajali oslikovanje na ostankih papirusa iz egipčanske zbirke na UCL-u in smo ugotovili ene izmed prvih železogalnih tint, ki so bile uporabljene tam nekje v 4. 5. stoletju. In to so tiste raziskave, ki se jih res da delati v takih izjemno interdisciplinarnih univerzah, kjer so na voljo, na dosegu roke, na voljo res izjemne zbirke za eksperimentalno delo. In ta raziskava je trenutno v postopku objave. Po drugi strani smo pa s tem hiperspektralnim oslikovanjem tudi razvili en čist nov kemijski postopek. In to se mi zdi pri dediščinski znanosti res pomembno, da lahko z objekti izjemno velike kulturne vrednosti lahko razvijemo povsem novo znanstveno metodo. In v tem primeru recimo smo razvili znanstveno metodo, pri kateri na kvantitativen kemijski način oslikujemo lastnosti materiala, v tem primeru slikarskega platna in sicer njegovih kemijskih lastnosti. No, izkaže pa se, da je zaradi tega, ker je kulturna dediščina tako raznolika, ker je dediščinska znanost tako raznolika, se seveda izkaže, da je nemogoče tudi za relativno dobro financirano univerzo, kot je UCL, da bi imeli na dosegu roke vso infrastrukturo, ki jo potrebujemo. Zato smo se povezali z evropskimi kolegi, predvsem iz Francije, Italije, pa tudi drugih držav in spet bi rad poudaril tudi iz Slovenije, leta 2014 in predlagali European Science Forum for Research Infrastructures, to se pravi političnemu telesu Evropske komisije, ki skrbi za razvoj raziskovalnih infrastruktur, smo predlagali razvoj Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost. Ta predlog je bil sprejet in smo ga v naknadni fazi uspeli financirati iz 2 projektov Obzorja 2020, tako imenovane Preparatory Phase projekta in pa trenutnega projekta integrirane platforme za raziskovalno infrastrukturo. In v obeh teh projektih so sodelovali kolegi iz Slovenije, iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Univerze v Ljubljani. In namen te raziskovalne infrastrukture je, da mladim raziskovalcem, raziskovalni srednji na področju dediščinske znanosti zagotovimo dostop do raziskovalne infrastrukture, ne glede na to, kje ta infrastruktura v Evropi je. Zato je pomembno, da lokalno v posameznih državah obstajajo centri odličnosti na področju dediščinske znanosti in v Sloveniji recimo obstaja en tak laboratorij za makromolekule v kulturni dediščini, ki se je uspel uspešno priključiti sodelovanju v tej raziskovalni infrastrukturi in predvidevamo, da bo v naslednjih letih svoje znanje, svojo ekspertizo in svojo infrastrukturo lahko nudil raziskovalcem po Evropi in globalno. Na kakšen način? Ustanavljamo raziskovalno infrastrukturo z sedežem v Firencah in z satelitskimi vozlišči po posameznih državah. Eno tako vozlišče bo v Britaniji, ki ga trenutno vodimo na UCL-u, eno vozlišče bo v Italiji, eno vozlišče v Franciji in tako naprej, v 16 evropskih državah in eno vozlišče bo tudi v Sloveniji, ki ga trenutno koordinirata Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Univerza v Ljubljani. Dostop do raziskovalne infrastrukture bo v okviru 4 platform. Te platforme so osnovane na referenčnih zbirkah, tako imenovane ArchLab platforme, na digitalnih medijih oziroma na digitalnih raziskovalnih orodjih v okviru DigiLaba in pa na fiksnih oziroma stacionarnih raziskovalnih orodjih in mobilnih raziskovalnih orodjih, to so tako imenovana FixLab in MoLab. Na enak način predvidevamo, da bo šel razvoj tudi v Sloveniji in v tem trenutku se v Sloveniji ustanavlja konzorcij
raziskovalnih inštitucij na področju kulturne dediščine in se dogovarjamo ne samo z Univerzo v Ljubljani in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ampak tudi z drugimi ustanovami. V Britaniji sem uspel spogajati memorandum o ustanovitvi take raziskovalne infrastrukture z 14 partnerji in moram reči, da je bil to izjemno intenziven političen proces, pogajanje z Britanskim muzejem, Nacionalno galerijo, zelo pomembnimi britanskimi univerzami in tako naprej. In podoben proces začenjamo tudi v Sloveniji, kjer je že ustanovljeno slovensko vozlišče za svojo domačo stranjo, vabim vas, da jo obiščete, in v okviru tega vozlišča se že pogajamo z Univerzo v Mariboru, Zavodom za gradbeništvo, s Kemijskim inštitutom, Inštitutom Jožef Štefan, Narodno galerijo, Narodnim muzejem Slovenije in Narodno univerzitetno knjižnico, da se ustanovi tako vozlišče v Sloveniji. Kot rečeno, imamo vse možnosti za uspeh, ker smo že uspešno prepričali kolege po Evropi o kvaliteti našega laboratorija za makromolekule v dediščini. Trenutno je v sodelovanju z različnimi društvi, kot je recimo Društvo restavratorjev Slovenije, je v razvoju strategija razvoja infrastrukture tega vozlišča 2021 do 2030, manjka pa programsko financiranje na tem področju, ker je pač novo področje, programskega financiranja na tem področju ni. Sam se kot raziskovalci iz tujine ne morem prijaviti za programsko financiranje, ker ne zadoščam pogojem, ampak upam, da bo v prihodnjih letih to možno, ker si delovanja raziskovalne infrastrukture v Sloveniji brez primernega pasovnega oziroma dolgoročnega financiranja ne moremo predstavljati. Upam, da sem predstavil svoje področje delovanja na dovolj zanimiv način in predvsem, da sem vas navdušil za to področje, ker se mi zdi res izjemno zanimivo z izjemnimi možnostmi za sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor dr. Matija Strlič, za to predstavitev, ki je bila, res lahko rečem, čestitam za vse vaše dosežke, za razvoj področja dediščinskih raziskav, za tudi uspešno pridobivanje pomembnih projektnih v bistvu infrastrukturnih podpor. V samem zavihku vprašanja nimamo vprašanj, vas udeležence spodbujam k temu, da zastavite vprašanje, sicer je ura 11:30, bi po programu šli na naslednjo referentko, na naslednji referat, ampak vendar bi še mogoče 5 minut si vzeli za razpravo, pravzaprav smo začeli s 5-minutno zamudo. Pa mogoče ves čas vaše predstavitve sem razmišljala o nekem vprašanju, na katerega ste pravzaprav sproti tudi odgovarjali, tako da v veliki meri je mogoče brezpredmetno oziroma se lahko, boste rekli, da sem že predstavljal in tako naprej, ampak vendar, takšni pogoji, kot jih imate v Veliki Britaniji za razvoj področja in delovanja na tem področju, so pravzaprav neprimerljivi s slovenskim okoljem. Potem ste pokazali, kako pravzaprav ste pomembno, uspešno pravzaprav nagovarjali neke partnerje, bodisi kulturne, politične in tako naprej, ne samo v Veliki Britaniji, ampak tudi v bistvu mednarodno. Kako ste bili uspešni tudi pri Evropski komisiji, zato, da je odprla določene platforme, da je to omogočila, in tudi kako si ves čas prizadevate za to, da vključite slovenske kolege na različnih nivojih, to se pravi kulturne ustanove, raziskovalne inštitucije, izobraževalne in tako naprej, tako da pravim, da v neki meri ste že odgovorili na to vprašanje, ampak vendar, se pravi, kakšne možnosti pa vendar vi vidite za to, da bi kaj podobnega se razvijalo tudi v Sloveniji, to se pravi, mogoče, se pravi, zdaj ste pokazali na način, kako se lahko razvija v sodelovanju prek teh mrež, je to mogoče seveda dobra pot in tako naprej, ampak recimo vmes preverila sem, kakšne so možnosti recimo za raziskovanje, recimo že samo za prijavljanje raziskovalnih projektov. Vemo, da v Sloveniji imamo veliko v bistvu podhranjenost
financiranja raziskav na posamičnih področjih po en projekt, recimo mogoče 1,5, recimo en za mladega nekoga. Se pravi, teh sredstev je tako malo, že tako so ti projekti bistveno niže financirani, kot recimo so zneski, o katerih ste vi govorili. Ampak recimo opazila sem, da zadnji bilateralni projekt raziskovalni z Veliko Britanijo je bil realiziran, razpis je bil objavljen leta 2007. To se pravi, kakšne so tudi možnosti recimo za kakšne take raziskovalne skupne prijave mogoče slovenskih in partnerjev z Velike Britanije, torej ne samo tisti bilateralni projekti, ki so zgolj za potne stroške, ampak recimo res nekaj bolj raziskovalno temeljnega. Vi ste pozivali k temu, da bi se kakšen program, recimo programsko financiranje, to je tudi ena boleča točka v Sloveniji, to programsko financiranje, urejanje tega in kakšne so možnosti za odpiranje novih programov. Absolutno podpiram vaš poziv k temu, da je treba kakšne nove programe tudi začeti financirati in da se ne razmišlja o tem, da se to ukinja. Ampak kot rečeno, spet se vračamo na točko, ki pomeni v bistvu podhranjenost raziskovanja na področju znanosti. Se opravičujem, precej dolgo zastavljam to vprašanje. Torej, kaj lahko poveste na to temo? Torej, kakšne možnosti za razvoj vašega področja vidite v Sloveniji? Jaz mislim, da je tukaj glavnina vašega vprašanja se mi zdi, da je na tem, kako je sploh v Sloveniji možno zadostno financirati interdisciplinarne raziskave. Vemo iz različnih virov, akademskih in neakademskih, da je preboj danes v znanosti ali pa v raziskavah možen predvsem na interdisciplinarnih področjih. Zelo težko je uspeti na področjih, ki so že izjemno populirana, kjer je že veliko raziskovalcev. Zato je bilo možno uspeti z enim takim novim področjem, kot je dediščinska znanost. Na kakšen način je bilo to možno? Sam sem recimo, še preden sem doktoriral na Univerzi v Ljubljani, sem že koordiniral prvi evropski projekt v Sloveniji na to temo, na temo znanosti v kulturni dediščini. Na srečo so projekti Obzorja in okvirnih programov v preteklosti, to je bil 5. okvirni program, ki se ga mogoče še nekateri spomnimo, so bili zelo naklonjeni takim interdisciplinarnim raziskavam in žal mi je, da v nekaterih raziskovalnih okoljih to ni možno. Pa ne govorim konkretno o Sloveniji, recimo. Že v Ameriki, ki je sigurno velesila na področju znanstvenih raziskav, recimo, je izjemno težko priti do interdisciplinarnih programov. Na srečo v Britaniji temu ni tako. Raziskovalni oziroma financerji so naklonjeni interdisciplinarnim raziskavam in recimo zlasti pri ustanavljanju novih področij, pri ustanavljanju novih disciplin, je to dolgotrajno financiranje bistvenega pomena. Temu se v Britaniji reče platformsko financiranje, ki je v bistvu čist enako kot programsko financiranje v Sloveniji. In na našem področju, se pravi na področju dediščinske znanosti, smo imeli tudi platformsko financiranje. Recimo. To omogoča neko financiranje v tistih pavzah med večjimi projekti, med večjimi zalogaji ali pa med večjimi raziskovalnimi projekti, kjer pač ni neposrednega priliva denarja. Tako da jaz mislim, da je bistven del odgovora na vaše vprašanje je poseganje po sredstvih v Obzorju, se pravi po evropskih sredstvih, in pa vzpodbujanje takih novih področij, novih interdisciplinarnih področjih zlasti z nekim dolgotrajnejšim, stabilnim financiranjem v Sloveniji. Jaz mislim, da na ta način se da absolutno uspeti. Super, hvala lepa. Mislim, da bi verjetno bilo lahko veliko v pomoč tudi to, če bi videla sem, da je sklenjen sporazum med Slovenijo in Veliko Britanijo, se dejansko tudi uresničil recimo kakšen razpis v smislu spodbujanja povezav raziskovalnih recimo projektov med obema državama. Hvala lepa, profesor dr. Matija. Prosim.
upam, da se v tistih vmesnih odmorih, ko je druženje, jaz imam še celo vrsto vprašanj in iniciativ za razgovor, vendar nam čas tega v tem trenutku ne dopušča, mogoče kasneje. Hvala lepa. Zdaj pa bi predstavila našo naslednjo panelistko, in sicer Valerij Wolfgang je intermedijska umetnica, ki je doktorska študentka na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in tudi na Institute for Fine Arts na Dunaju. Je videastka, režiserka, pedagoginja, ki uporablja najrazličnejšo tehnologijo in pristope za izgradnjo instalacij, novomedijskih del, filmsko produkcijo, torej dejansko bi lahko rekli res dejavna na področju intermedijske umetnosti in širše pojmovanih umetnosti. Prejela je številne nominacije, nagrade, štipendije, mednarodne produkcijske sklade. Je ustanoviteljica UV Art House, ki producira eksperimentalne filme in multimedijske instalacije ter raziskuje na področju novomedijskih tehnologij v povezavi z umetniško produkcijo. Njeni filmi so predstavljeni na številnih mednarodnih festivalih, torej mednarodno lahko rečemo je zares aktivna, prodorna in prepoznavna. Je tudi strokovna sodelavka Institute of Fine Arts na Dunaju, gostujoča profesorica na Akademiji umetnosti Univerzi v Novi Gorici, torej ohranja tudi vez s Slovenijo, tudi v tem smislu profesionalne diseminacije, če se tako izrazim, na Univerzi na Primorskem in drugih kulturno-izobraževalnih ustanovah in organizacijah. Zdaj pa seveda predajam besedo, časovno smo nekoliko v zaostanku. Ja, zdravo. Pozdravljeni, kar Slišimo? Slišimo se. Evo, v tem trenutku sem tudi jaz v Ljubljani. Sicer pa, tako kot ste me predstavili, sem ja zelo aktivna na različnih področjih znotraj, se pravi, intermedijske umetnosti, filma, videa in v bistvu sodobnih umetniških praks, tako bi nekako poimenovala svoje delovanje. Ogromno potujem in predvsem delujem veliko na različnih umetniških rezidencah. Trenutno pa sem zelo aktivna na Dunaju, tudi v sklopu, se pravi, Institute of Fine Arts, sem strokovna sodelavka in v sklopu Institute of Fine Arts je nastal tudi projekt, ki ga imenujem Tišina Balkana. To bo tudi v bistvu moj začetek moje današnje te prezentacije. In sicer poimenovala sem jo Mapiranje spomina. To pa zato, ker se mi zdi ta intermedijska umetnost, se pravi, vstopa zelo veliko zadnje čase v muzeje in galerije. Zdi se mi tudi zanimivo, kako nas je to obdobje, ki ga imenujem tudi jaz obdobje korona krize, nekako še bolj potisnilo skupaj s tehnologijo in posebej, ko so se začele zapirati galerije in muzeje, smo začeli ugotavljati, da bo potrebno iskati kar nekaj novih rešitev za prihodnost, kako pač prekositi vse te omejitve, ki nam jih prinašajo novi virusi oziroma nove dogodivščine, bi rekla, zdravstvene oziroma takšne in drugačne. Skratka, s tem se veliko ukvarjam zadnje čase in tudi današnjo predstavitev bom predvsem predstavila z vidika umetnice, torej intermedijske umetnice, kako pa jaz doživljam ves ta vpliv teh sprememb in kako se ukvarjam z kulturno dediščino skozi intermedijsko umetnost. Še eno zadevo bi rekla v tem sklopu, ker sem že ravno omenila problematiko, ki nam jo je prinesla korona. Recimo, zadnje čase se ukvarjam z veliko tehnologijami, kot so obogatena resničnost, virtualna umetnost in te zadeve. In ker je korona prinesla to, da se ne smemo dotikati, da moramo paziti na distanco, ki jo jaz imenujem fizična distanca, ne socialna distanca, ker definitivno se mi zdi, da smo še vedno kljub fizičnemu preprečevanju smo nekako našli način, da ohranjamo vse te stike s pomočjo teh virtualnih tehnologij. Je tudi vse to skupaj vplivalo name kot umetnico na samo vsebino priprave umetniških del, ker konkretno, če omenim neko problematiko, ki je nastala, pri svojem delu uporabljam ta virtualna očala kot eno od orodij. Virtualna očala si ljudje dajo na obraz in kljub temu, da so bile v določenem obdobju
galerije odprte, ampak je bilo potrebno, se pravi, spoštovanje ukrepov, razdalje med obiskovalci. Še vedno je prišlo do tega, da pa očal ne smemo dati na obraz. Tako da v neki fazi je prišlo do tega, da smo morali mi tudi kot umetniki razmisliti, kako uporabiti vsa ta orodja, tehnološka orodja, na način, da se ne bi dotikalo obiskovalcev. In konkretno tudi še pri eni drugi instalaciji, ki sem imela zdaj v muzeju, je bila pa postavitev taka, da je šlo za, recimo, mislim, da je bilo okrog 50 parov slušalk, ki so visele in naredile tako estetsko postavitev, vizualno, kljub temu, da je šlo za zvočno instalacijo, je bila prepoved uporabe slušalk javnosti. Tako da to je še ena izmed stvari, ki smo jo morali prilagoditi. Na to smo se odločili seveda, da gremo na zvočnike, ne na slušalke, ampak je to vplivalo tudi na samo estetiko postavitve. Tako da vse te ukrepi so definitivno vplivali ne samo na tehnično izvedbo ogleda muzejev in galerij, ampak tudi na samo vsebino umetniških del. Tako da to je še ena taka tematika, ki bi jo lahko daljnoročno odpirali in se pogovarjali o njej. Zdaj pa, če se jaz kar konkretno lotim moje predstavitve, da ne bomo predolgi. Torej, mapiranje spomina sem poimenovala to predstavitev predvsem zato, ker celoten projekt Tišina Balkana, ki se je začel odvijati leta 2015 in je v tem trenutku na ogledu, otvoritev je bila ravno tik pred pojavom korone v Weltmuseum na Dunaju in bo na ogled še celo leto, tako da mislim, da počasi, ko bojo ukrepi bolj sproščeni, ste vsi vabljeni k ogledu, bo več mesecev na voljo. Skozi ta projekt sem preko poti, ki jo bom tudi omenila v prezentaciji, naredila neko tako sodobno dokumentacijo te kulturne dediščine prostora Balkana in mapiranje spomina je samo način, kako sem jaz poimenovala vse to in v svoj proces sem vključila različne intermedijske pristope in nove medije. Jaz sem, kot ste že omenili, sem intermedijska umetnica, filmska režiserka, transdisciplinarna umetniška raziskovalka, didaktka in pedagoginja. Rada tudi v bistvu delam z mladimi in predajam naprej znanje, predvsem pa sem zelo ponosna na predmet, ki ga učim na Akademiji umetnosti v Novi Gorici, ki se imenuje eksperimentalna forma, skozi katero v bistvu predvsem študente filma, fotografije, novih medijev poskušam res spraviti iz te cone udobja in jim predstaviti tudi možnost delovanja umetnosti na stičišču znanosti oziroma na teh različnih področjih in da gre lahko tudi za različne kombinacije teh medijev in uporabe tehnik. Recimo, konkretno področje mojega dela so predvsem spomin, zato je tudi tukaj povezujem s kulturno dediščino. Zelo me zanima odnos med človekom in tehnologijo, tako da tukaj mogoče konkretno, če vam povem na teh fotografijah, ki jih vidite, na zgornjih dveh fotografijah se dogaja to, da uporabljam na tej fotografiji očala za obogateno resničnost. To pomeni, da hkrati, ko gledam skozi očala, vidim realen prostor, hkrati pa mu dodajam virtualne elemente in tukaj gre za projekt Ljubezenski stroj, skozi katerega poskušam v bistvu odgovoriti si na hipotezo, da za občutek ljubezni potrebujemo tudi fizičen dotik, ki je pa zdaj sploh v tem času socialnega oziroma fizičnega distanciranja zelo neka taka pereča tematika, ker nam vsem primanjkuje fizične bližine drugih ljudi in poskušam pa ustvariti z uporabo sodobne tehnologije ta občutek dotika, ki nam primanjkuje ne samo v romantičnem smislu ljubezni, ampak tudi recimo, ko gre za ljubezen do prijatelja, ljubezen starš, otrok oziroma raziskujem skupaj s področjem znanosti v tem konkretnem primeru, kako vsa ta čustva, hormoni, feromoni, vse te fizikalne, zdravstvene stvari, elementi vplivajo na to odsotnost čutnega zaznavanja z uporabo intermedijskih tehnologij. Tako da predvsem delam veliko takih projektov, ki so res na meji med znanostjo in umetnostjo, bi lahko rekla. Na spodnji fotografiji pa lahko, dveh fotografijah pa lahko pogledamo tudi v moj studio in čist detajl, kako sva tukaj konkretno z Mihom Godcem naredila nek tak do-it-yourself DIY, BCI stroj, ki je v bistvu vmesnik med računalnikom in možgani in potem sva v bistvu s to tehnologijo lovila
možgane uporabnika umetniškega dela, se pravi možganske valove, in s tem vplivala na samo zgodbo, ki se je dogajala v teh virtualnih očalih, tako da sem kombinirala nek tak kreativni način pripovedovanja z uporabo sodobnih tehnologij v galeriji. Potem, da je drugič, se pravi, mediji in tehnike, ki jih uporabljam, so predvsem video in zvok, ker sem tudi po osnovni izobrazbi filmska režiserka in to je tudi nekaj element, s katerim sem v bistvu vstopila v umetniško sfero skozi video. Dodajam pa ogromno nekih novih tehnologij, ker sem zelo radoveden človek in v bistvu tudi v vsej tej sodobni tehnologiji vedno znova odkrivam neko inspiracijo in mi omogoča, da nekako razširjeno raziskujem vse tematike, ki me zanimajo. Konkretno o projektu Tišine Balkana oziroma The Silence of the Balkans lahko povem to, da me v bistvu leta 2015 sem bila zelo navdahnjena oziroma name je močno vplival ta pojav tako imenovane begunske krize, ker pač vsi se spomnimo, kaj je takrat se začelo dogajati, kakšni premiki so se začeli odvijati po Balkanu in tudi mediji so ogromno o tem poročali. Moja motivacija je bila, da se tega dogajanja lotim predvsem z tega vidika, da bi rada, v tistem trenutku sem si želela vse to dokumentirati, arhivirati, tudi nekako spremljati stanje in ugotavljati, kako se naše zgodbe preteklosti so zelo subjektivne, se spreminjajo, ker recimo veliko ljudi ima drugačne interpretacije na iste dogodke, ki so se dogajale v preteklosti in to vse me je v bistvu inspiriralo, da sem začela delati ta projekt, ki bom tudi vam pokazala potem pozneje, kako izgleda zdaj to v muzeju. Zanimivo mi je bilo, kako je interpretacija neke povezave tudi pozabljenim jezikom, jaz rečem temu pozabljen jezik, moja generacija in mlajša generacija ne govori več skupnega jezika Jugoslavije, bi lahko temu rekla. To mi je tudi zanimivo, kako starejše generacije so vedno znova kar malo presenečene, da v bistvu jaz zelo težko razumem nekoga, ki je z Balkana, oziroma konkretno bi lahko rekla hrvaški jezik, eden od primerov. Potem zelo mi je bilo pomembno, da v projektu se osredotočam na nek simbolizem, na elemente Balkana, na neko občutanje, vse te, da probam iz balkanske regije izčrpati čim več elementov, ki niso samo v smislu fotografije ali videa, da sem poskušala odpirati neke nove plasti raziskovanja Balkana. Zelo me je motivirala misel Jožeta Plečnika, minil si, le tvoja dela so tvoj spomin. Tukaj sem se predvsem fokusirala na to, da dejansko ostajajo za nami neke fizične podobe, fizični elementi, tako kot tudi v umetnosti, ampak kaj pa je zdaj spomin? Spomin se meni konstantno zdi, da gre za nek tak izgubljiv, hitro sprejemljiv element, zato sem se res poskušala z različnih virov in načinov poskusiti fokusirati na vse te materiale, ki sem jih lovila po Balkanu. Če nadaljujem, zdaj prav s konkretno potjo, ki sem se jo lotila, spravi leta 2015 je prišel tako imenovan prvi migrantski val. Mediji so to pot označili za balkansko pot, jaz sem si jo malo po svoje interpretirala in sem si jo zarisala po zemljevidu in sem šla v nasprotni smeri, kot so potovali pač migranti na sever, jaz sem šla pa na jug. Ampak kaj je bila tista, želela sem si najti neko skupno rdečo nit, kaj povezuje vse te države, kaj povezuje vsa ta mesta, narode, ljudi in kaj bi bilo tisto najbolj oprijemljivo skupnega, ne? In na nek način je bil odgovor na to, da vsi bomo nekega dne umrli, torej smrt je nekaj, kar nas v bistvu povezuje, kljub temu, da se to sliši malo morbidno, ampak to je dejstvo. In potem sem se odločila, da bo pa glavni element tega projekta raziskovalnega to, da naredim konkretno dokumentacijo različnih pokopališč na Balkanu in sicer sem se osredotočila na dokumentacijo zvoka. Jaz sem potem potovala na jug in se v različnih mestih ustavila na različnih pokopališčih, ne glede na narodnost, veroizpoved in te stvari, in sem snemala zvok. Kaj se zgodi, ko mi snemamo zvok? Predvsem v prvi vrsti moramo biti čisto tiho.
gre za določen čas. Jaz sem na vsakem pokopališču preživela približno 1 uro in zdaj v 1 uri, ko moraš biti ti popolnoma zbran in v tišini samo se skoncentrirati na tehniko snemanja in biti pač tiho, nepremičen, vse je pri meni, tako kot se bi pri vsakem, ki mora biti na tistem mestu primer in tiho, so se začele odvijati določene procesi, šlo je za miselne procese, misli, ker sem tudi sama pač umetniška duša, rada pišem poezijo, si delam določene skice. Skratka, te točke na poti Balkana so meni kot umetnici začele odpirati določene poglede, ne samo vase, ampak hkrati tudi v okolico, ki je bila do tega trenutka meni neznana. Jaz sem vedno že v preteklosti kot umetnica strmela bolj k severu Evrope, nikoli nisem se preveč ozirala na Balkan, ker sem pač odraščala v okolju, kjer je bilo na nek način vedno neka misel, da na Balkanu pa ni tako razvit svet kot na severu. Sploh, ko sem bila v srednji šoli, sem pogosto slišala te besede. In zdaj v tem konkretnem primeru pa je šlo za to, da se jaz res fokusiram na Balkan in sem začela odkrivati, da pač imamo res bogato zgodovino, ogromno stvari nas povezuje in da je bilo ogromno predsodkov v meni. In s to potjo sem razbila pri sebi te predsodke in se tudi ogromno naučila. Tako da s tem, ko sem dokumentirala ta pokopališča in te zvoke, sem dejansko začela odpirati veliko drugih tematik še in si delati te razne zapiske, raziskave. Tudi šlo je za video dokumentacijo, poznaje foto, na poti sem res se osredotočala na elemente kulturne dediščine na samem terenu. Skratka, to je ta pot. In spet sem se vračala do tematike spomina. In zdaj pa pridemo do tega, kako pa ta spomin oziroma raziskavo na terenu reinterpretirati znotraj muzeja, ker sem pa vedela, da bo ta projekt konkretno potem predstavljen v muzeju, kako vse te izkušnje, vse te na nek način osebne izkušnje, hkrati pa vse, kar sem videla na poti, kako to prenesti v muzejski prostor s pomočjo sodobne tehnologije, da bi obiskovalci čim bolj podoživeli to pot in hkrati morda se dotaknili tudi tega, da bi doživeli moje občutanje na poti. In to je na koncu prišlo do tega, da sem za vsako od teh točk, bolj pomembnih točk, katere sem bolj v detajle dokumentirala, sem ustvarila v sodelovanju z Žigom Pavlovičem, ki mi je tudi pomagal pri programiranju virtualne izkušnje, ki se sočasno s fizično postavitvijo v muzeju zgodi tudi ta virtualna izkušnja, o kateri bomo pozneje več povedala. Sva ustvarila posebno oblikovane take zvočnike, tukaj vidite 3D skico, ki so še vedno v muzeju postavljene točno na določene strateške pozicije in ti, ko stopiš v prostor, kar naenkrat slišiš v bistvu nek tak glasen šum kot neke vrste čebeljak. Naslov, če še enkrat se osredotočam na sam projekt, je Tišina Balkana in ti, ko stopiš v ta prostor, definitivno ne gre za tišino, ampak za res ta glasen šum, ki pa se, ko se približaš določenemu zvočniku, to so se pravi posebno oblikovani zvočniki, bom mogoče kar konkretne fotke pokazala, takole. To so te zvočniki, to so fotografije iz muzeja, postavljene po muzeju. Ti greš lahko do posameznega zvočnika in prisluhneš temu individualnemu pokopališču. Se pravi, vsak izmed teh zvočnikov je svoje pokopališče in ko ti stopiš zraven, lahko poslušaš in si v tistem momentu točno na tistem pokopališču in se lahko prepustiš zvokom pokopališča. In te zvoki mogoče na neki točki so samo žvrgolenje ptic, neka narava, ampak v nekih točkah pa slišimo mogoče v ozadju, kako iz minareta prihaja neka pesem, poslušamo bližnjo kavarno, pogovor v tisti kavarni, skratka, kar naenkrat iz teh različnih individualnih zvokov dobimo ogromno nekih informacij tistega okolja. Tako da prvi sloj te reinterpretacije spomina oziroma poti po Balkanu so te zvoki in sama glasnost teh zvočnikov ustvarja, se pravi, ta čebeljak, potem pa, ko stopimo blizu zvočnika, pa imamo res lep izoliran zvok. In metaforično je to tudi zame na nek način kot umetnici pomeni, da Tišina Balkana na nek način gre za malo ironično
izraz, ker definitivno so stvari na Balkanu niso še urejene in ogromno je še nekih stvari, o katerih se moramo pogovarjati, tako da Balkan je definitivno regija, ki ni tiha, ki se mora še ogromno o njej pogovarjati, zato sem se odločila za ta naslov, da sem hkrati malo ironična, ko doživiš to instalacijo, da ne gre za tišino, ampak za neke glasne stičišče različnih kultur. No, to je, se pravi, kar se tiče fizične postavitve, so te zvočniki in pot, ki nas vodi po muzeju. Potem se pa zgodi virtualna izkušnja, ki pa jo obiskovalci lahko doživijo preko različnih tablic ali pa svojih mobilnih telefonov. In ko potujejo še z mobitelom po muzeju, pa lahko odkrivajo na tej poti, se pravi, različne zapiske, ki sem jih ustvarjala na poti raziskovanja Balkana, lahko slišijo poezijo, ki jo pripovedujem, ki sem poezijo na licu mesta, sem se na določenih točkah, se mi je pač ustvarila zaradi inspiracije in snemanja. Potem lahko gledajo, tudi celotno pot sem snemala s pomočjo dashcam na avtu, se pravi, lahko dejansko vidijo to pot. Skratka, ogromno nekih nivojev se odpira z uporabo te virtualne obogatene resničnosti. Tako da zato mislim, da se mi zdi odlična kombinacija uporabe sodobnih tehnologij znotraj muzejskih postavitev. In zato sem tudi danes odločila, da predstavim na nek način ta projekt. Se pravi, še enkrat, poleg vsega skupaj so nastale tudi dokumentacije, tukaj vidite par fotk s terena, res sem dokumentirala ta pokopališča, odkrivala sem različno arhitekturo teh pokopališč, napise. Skratka, mislim, da so pokopališča odlična neka točka, skozi katere lahko odkrivamo kulturo določenega naroda, pa hkrati tudi bogata kulturna dediščina. Zdaj pa, ko že sem pri muzejih in galerijah, bi še rada omenila različne tehnologije, ki pa se mi zdijo na splošno zelo super v muzejskih in galerijskih prostorih. Se pravi, vsi smo seznanjeni z različno uporabo video, tehnologij, foto, zvoka in svetlobe. Zadnje čase pa se pojavlja ogromno še nekih novih stvari, kot so obogatena resničnost, virtualna realnost. Potem tudi videla sem v parih muzejih, imaš možnost 3D tiska, da si obiskovalec lahko natisne za domov določene fizične figurice in take stvari, tako da to se mi zdi neke take aplikacije tehnologij v muzeje in galerije, ki so seveda odlične in super, sploh zdaj v času korona krize pa se tudi razmišlja, kako narediti to zanimivo izkušnjo tudi nadaljavo. In tukaj bi mogoče samo pokazala odličen primer, ki ga je naredil Brooklyn muzej, pa tudi številne druge, ne samo ta Brooklynski muzej. Problem, tukaj bom še na kratko, vem, da sem že malo dolga, bom izpostavila še probleme, ki jih ta tehnologija ustvarja. Se pravi, konkretno zdaj odpiram to spletno stran. Brooklynski muzej je naredil dobesedno v tem primeru virtualno izkušnjo določene kolekcije kostumov, ki so jih uporabili pri snemanju serije The Queen and the Crown. Tako da mi v bistvu virtualno lahko vstopimo v muzej, upam, da vidite, kako to izgleda. Skratka, nas povabijo notri v sam muzej in mi se lahko virtualno sprehajamo po muzeju in meni osebno je to, sploh ko so bile res galerije pa muzeji zaprti, mi je bilo zelo zanimivo se udeležiti par takih virtualnih postavitev, ker sem ugotovila, da mi res manjka ta stik z umetnostjo in mislim, da tudi številni drugi smo v bistvu ugotovili, da nam res pač manjka teh umetniških vsebin. In v tem konkretnem primeru se mi lahko sprehajamo po muzeju in odkrivamo različne elemente teh oblek, kostumov. Skratka, super so take stvari, ki se lahko dogajajo nadaljavo, ampak tukaj pa se spet dotaknemo teh problematik, ki nastanejo. Ena izmed teh je, da pogosto si ne vzamemo toliko časa, kot če bi šli konkretno v muzej, pač na hitro poklikamo in ne doživimo res te pristne izkušnje. Zdaj, jaz bom raje nadaljevala še naprej s mojo prezentacijo, da ne bom res predolga. Mogoče če vas lahko prosim, da počasi zaključite, ker smo že čez 12. uro, pa mogoče bi reči kakšno... Ja, v bistvu bi samo rekla, da pri tej intermedijski umetnosti so res te omejitve in problematika, ki nastanejo predvsem s pomanjkanjem znanja, se pravi, osebje v muzejih in galerijah pogosto ni
dobro pripravljeno na vse te tehnologije, stroški, ki so povezani z nabavo in vzdrževanjem, potem pa tudi sama uporaba je problematična, ko sem že na začetku omenila, da sploh, ko pride do recimo korona problematike, mi naenkrat teh očal ne moremo uporabljati. Tako da v bistvu moje delovanje je trenutno res v tej smeri, kako pa najti alternative in rešitve za vse te probleme uporabe intermedijske umetnosti v galerijah in muzejih. Tako da mogoče ja bi tukaj res zaključila v tej točki, pa bi raje odprla prostor za potencialna vprašanja, če so se pojavila pri predstavitvi. Tako. Hvala lepa za to zanimivo predstavitev, za predstavitev področja intermedijske umetnosti in tudi pravzaprav vpetosti tega področja. Dotaknili ste se številnih drugih področij, recimo zgodovinjenja, diskurs o spominu je recimo trenutno zelo močan in pomemben diskurs recimo na področju raziskovanja. Pa sem recimo pri tem razmišljala, sami ste sploh na koncu, ko ste govorili o tem, kako recimo muzeji lahko uporabljajo te nove tehnologije, kako so neke ovire, naprimer pri uporabi virtualnih očal, v smislu spet problema z to fizičnim, se pravi fizičnim pravzaprav dotikanjem, če preko posrednikov, čeprav po drugi strani se te tehnologije cenijo in marsikdo si bo mogoče tudi zagotovil že kakšna taka orodja doma. Jaz sem imela študentko, ki je naredila magistrsko nalogo na to temo, se pravi, kakšne so možne uporabe v bistvu virtualnih očal in tega, se pravi, teh orodij virtualne resničnosti za dediščino oziroma umetnost, arhitekturo in tako naprej v procesih izobraževanja, ne. Pa se mi zdi, da je pravzaprav zelo lepo prikazala. Prav tako se je pojavilo neko vprašanje v smislu, kakšne so možne prilagoditve recimo za čas korone oziroma podobnih situacij, ki pravzaprav bi lahko rekli, so zaznamovane s tem, da pač ni možen fizični obisk lokacije, ne, lahko pač ta ovira tudi v čem drugem, da nekdo ne more potovati, oziroma mogoče bomo te kraje, naprimer kakšne dediščinske relevantne kraje, morali tudi zapirati, tako kot recimo smo zaprli recimo jame in tako naprej. Skratka, tudi ni koristno, da se recimo veliko število ljudi recimo udeležuje kakšnih lokacij, ki jih je treba zaščititi. Tako da v tem smislu vsekakor velja, ne, ta razvoj tehnologij kot v podporo temu, da lahko dostopamo vendar do teh, se pravi, kulturne dediščine, umetnosti in tako naprej. Pa mogoče samo to vprašala, kakšne pa vi vidite možnosti oziroma imate kakšne izkušnje v smislu sodelovanja v raziskovalnih projektih, torej, da bi bila umetnost dejansko vključena v raziskovalne platforme, da ne bi v bistvu delovala na področju zgolj umetnosti in v povezavi s kulturnimi institucijami, ampak da bi dejansko lahko imela pomembnejšo vlogo, oziroma tudi v tem smislu, ko ste vi razlagali, mislim, da ste tudi predstavljali pojmovanje umetnosti v nekoliko širšem smislu, to se pravi kot v bistvu neko z tehnologijo podprto drugačno preizpraševanje, odpiranje nekih novih perspektiv, skratka v nekem takem širšem smislu neke družbene prakse, ki ponuja neke drugačne mogoče poglede. Kako sploh razumete umetnost, mogoče eno vprašanje, in drugo vprašanje, kakšne možnosti vidite za vključevanje takšne umetnosti v raziskovanje? Ja, v bistvu mogoče bi tukaj v tej fazi omenila dva projekta, ki sem ju tudi delala oziroma enega trenutno še razvijam. Kar se tiče same umetnosti, bi rekla, mogoče en projekt je bil, kjer sem sodelovala z znanstveniki, ki se ukvarjajo, se pravi, z regeneracijo človeka po kapi in uporabljajo te tehnologije, recimo brain-computer interface, kako stimulirati ponovno določeno, recimo, če ti desna roka ohromi, kako jo ponovno stimulirati v možganih, da bi spet začel uporabljati to roko, ne. No, in je se pojavila neka težava, da številni uporabniki, ki delajo skozi ta program, se po več mesecih naveličajo uporabe teh tehnologij, ker je konstantno isto ponavljanje. Potem so me pa povabili zraven čisto kot umetnico, kako pa bi jaz videla rešitev uporabe te tehnologije in mogoče doprinesla k tej problematiki. Pa sem potem z ekipo smo razvili nek program, v katerega smo vključili uporabo
sodobnega plesa kot elementa umetnosti, da je jih motiviral te uporabnike, da so si predstavljali, da sami plešajo ta različno koreografijo in potem uporabljali to tehniko, se pravi, v procesu regeneracije. In zdaj trenutno tudi razvijam en projekt, ki se imenuje Hominid, psihofizična entiteta, kjer pa iščem skozi tudi pogled človeškega telesa, kako do hitrejše regeneracije, in tukaj spet se poslužujem določenih umetniških pogledov skozi zgodovino in tudi prihodnost, kako si jaz interpretiram to človeško telo in potem delamo različne teste od različnih uporab endokabinoidnega sistema do te hiperbarične kisikove terapije. Skratka, res potem združujemo skozi to romantičen pogled umetnosti, združevanju potem različnih znanstvenih disciplin. Tako da jaz vidim to predvsem svoje umetniško delovanje kot neko tako radovedno raziskovanje, kjer pa se rada povežem z zunanjimi strokovnjaki in jih potem tudi združujem. Se mi zdi, da mogoče je moja vloga v tem primeru bolj ta združevanje različnih strokovnjakov na eni točki, da potem skupaj razvijamo naprej neke, lahko bi rekla, tudi start-up ideje. In potem skozi te start-up ideje se lahko razvija nek konkreten produkt, ki se potem poveže tudi z industrijo in daljnoročno meni osebno je zelo pomembno, da se ta produkt razvija do te točke, da postane uporaben tudi javnosti. Ta del, ki se pa zgodi prej umetniško-raziskovalni, mi je pa zanimiv, da pride tudi določene galerijske prostore, kjer pa ostaja nedokončan kot produkt, ampak v bistvu samo odpira mogoče neke nove ideje drugim obiskovalcem in jih spodbudi bolj kreativnem doživljanju določene teme, odvisno za katero tematiko gre. Mene osebno pa vedno inspirirajo tematike, ki so trenutno zelo aktualne, družbeno, politično, take refleksija trenutnega stanja družbe, bi rekla. Hvala lepa, Valerij Wolfgang, za to predstavitev in razpravo. Zdaj pa moramo nadaljevati. S programom smo nekoliko pozni. Upam, da nam društvo odobri nekolikšen zamik v programu. Najlepša hvala. Ja, pa sem zelo vesela, da sem del tega simpozija. Se mi zdi zelo pomembno, da se pogovarjamo o teh tematikah in da se združujemo lahko tudi nadaljavo. Srečno. Lepo, se strinjam. In zdaj se bomo pravzaprav še vedno dotikali navidezne resničnosti. Dr. Kaja Antlej je raziskovalka, predavateljica v Avstraliji, in sicer na Univerzi Deakin iz Geelonga v Avstraliji. Torej je predavateljica za industrijsko oblikovanje in raziskovalka za področje muzejev in dediščine v laboratoriju za navidezno resničnost na šoli za inženirstvo Univerze Deakin v Avstraliji. Torej, leta 2013 je kot mlada raziskovalka doktorirala iz heritologije, muzejskih dediščinskih znanosti, in po študiju je bila prostovoljka v Maroku. Prejela je 2015 leta prestižno doktorsko oziroma podoktorsko štipendijo avstralske vlade Endeavour, s katero je na univerzi v Canberri raziskovala tridimenzionalne tehnologije za komunikacijo kulinarične dediščine Slovencev v Avstraliji. Torej tudi si prizadeva za ohranjanje slovenske kulturne dediščine v Avstraliji. Sodelovala je v več projektih evropskih in bila ena od članov ekspertne skupine v Horizon Report Museum Edition. Je pa tudi predsednica Slovensko-avstralskega akademskega društva SAAA. Vas lahko prosim, dr. Antlej, če lahko uvodoma pojasnite, kaj to pomeni, zakaj so te kratice, lepo pozdravljeni. Ja, lepo zdrav sem skupaj. Kratica je Slovenian Australian Academic Association, SAAA. Super, čestitam za vaše dosežke, zdaj pa vam kar predajam besedo, prosim. Najlepša hvala. Lep pozdrav sem skupaj iz Avstralije, iz Viktorije. Mi smo tukaj že začeli s poletjem. Jaz sem dejansko zelo oblečena. Ni pravzaprav zelo toplo.
Imam majčkene težave z internetom, tako da bom v nadaljevanju predstavitve ugasnila video, pa se mogoče potem spet javim tudi za kamero. Bi pa se zelo rada zahvalila Vtisu za to res prisrčno vabilo. V veselje mi je, da lahko predstavim neke dosežke, ne moje dosežke samo, ampak tudi dosežke drugih Slovencev, Slovenk. Tako da bi kar začela. Samo sekundo, da zaprem video in da delim screen. Zdaj, če bo kakšen zvok, če bo karkoli, če me ne slišite dobro, bi prosila, če mi lahko to sporočite, sicer pa bom začela s predstavitvijo. In kot omenjeno, govorila bom o razširjeni resničnosti za interpretacijo dediščine in govorila bom o projektih, ki jih delamo v našem laboratoriju, tako s partnerji kot tudi z doktorskimi študenti. Zdaj, moja pot nekako se je začela, kot omenjeno, na Akademiji za likovno umetnost, ker sem diplomirala iz industrijskega oblikovanja, potem sem delala v podjetju za 3D tisk in 3D skeniranje in delala na doktorskem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem proučevala kiosk 67, verjetno ga vsi poznate, Mehtigov kiosk. Kot zanimivost, eden od teh primerkov je bil najden tudi na Mont Bullerju, na moje presenečenje, in bili smo tudi v New Yorku na Times Squareu, ko so postavili kiosk in se v bistvu dogovarjamo oziroma pogovarjamo o tem, kako bi lahko povezali vse te različne enote po celem svetu. Valerij bo verjetno prepoznala kolega Žigo, ki ga je omenila, ki je strokovnjak za virtualno resničnost oziroma navidezno resničnost. Kot omenjeno, jaz sem potem v Canberri raziskovala dediščino Slovencev oziroma slovenske kulinarične dediščine, kako bi lahko s 3D tiskom oziroma 3D tiskom hrane komunicirali to dediščino preko muzejskih makerspace, ki so bili takrat leta 2015 precej popularni. Halo? Ja? Prosti, lahko zmotim za trenutek. A ti trenutno deliš slajde? Aha, saj jaz... nisem delila. Ne, nimamo. Pardon, bom zdajle. Super, pardon. Takole, grem nazaj na hitro na slajde, ampak hvala lepa za tole. Mogoče čisto na hitro, prvi slajd je bil uvod, potem tukaj je kiosk, ki ga vsi vidite, tako na Mont Bullerju kot na Times Squareu, in pa Žigata, ki sem omenila, in pa ta 3D natisnjen scenarij Potice. V sodelovanju z Univerzo v Canberri, in pa naslednji slajd govori o Slovensko-avstralskem akademskem društvu. In mi imamo danes od leta 2015 zdaj že več kot 60 članov. Zelo dobro sodelujemo tudi z društvom Vtis, ki smo v zadnjih 2 letih skupaj tudi nekako pritegnili večje število ljudi, da se udeleži naših dogodkov. In veliko veselje mi je, da bomo nadaljevali to tradicijo tudi še naprej, in pravzaprav se vabim konec novembra 2021 v Adelaide, kjer upamo, da se bomo lahko fizično srečali, ne le preko Zooma. Zdaj, če se mogoče vrnem na delovanje na Deakin. Res je, ukvarjamo se, kako narediti dediščino bolj zanimivo oziroma muzejske razstave. Delujemo tako na področju, pravzaprav na vseh, na celotnem kontinuumu te nekake realnosti, virtualnosti, se pravi od ene strani taktilne muzejske izkušnje z uporabo 3D tiska, potem obogatena resničnost in pa ne nazadnje popolna potopljenost oziroma navidezna resničnost. Danes govorimo o extended reality oziroma XR oziroma razširjeni resničnosti. Teh projektov nekakor ne bi bilo, če ne bi bilo zelo dobrega
interdisciplinarnega sodelovanja, tako na eni strani ponudnikov tehnologije, inženirjev, na drugi strani ponudnikov vsebin, to so dediščinske ustanove, in pa potem povezava med njimi z interpreti in oblikovalci, kamor bi lahko rekla, da uvrščam sebe, in pa različnimi strokovnjaki za specifične zadeve. Zdaj, a so to arheologi, zgodovinarji, paleontologi in tako naprej. Vsi pa stremimo k nekakšni interpretaciji proti usmeri končnih uporabnikov. To gre lahko za lokalno skupnost, šole, bolnišnice, pa tudi raziskovalce in turiste. Zdaj, prvi primer ene take razstave je The Little L Project. Mi smo na tem projektu delali okrog leta 2016, pa recimo 2018-2019, zdaj pa še vedno nekako diseminiramo rezultate, ki so nastali okrog tega projekta. Gre pa za interpretacijo tukaj najdenih nekako fosilov majhnih dinozavrov, polarnih dinozavrov. Zdaj, če si mogoče malo predstavljate, Melbourne je 80 kilometrov od Geelonga. Geelong je 2017 postal UNESCO mesto oblikovanja. Sodelovali smo z Narodnim muzejem Bovne, ki nekako igra vlogo regionalnega muzeja, in pa vsa ta dediščina se nekako nahaja na tem južnem delu v Narodnem parku Great Otway. Do tega trenutka sama dediščina paleontološka še ni bila predvsem predstavljena, in to je bila tudi ena taka motiv, da skušamo ugotoviti, kakšne so te tehnologije, ki bi pomagale muzeju komunicirati to dediščino. Zdaj, naredili smo 360-stopinjski video izkopavanja, potem ukvarjali smo se s 3D tiskom rekonstrukcije kože dinozavra. Ta 3D natisnjena 3D tisk je potem bil uporabljen tudi kot štampiljka za kreativne delavnice, in pa ustvarili smo mogoče bolj kompleksno izkušnjo, v kateri so obiskovalci bili povabljeni, da sledijo eni od znanstvenih hipotez. Vprašanje je bilo, ali so dinozavri bili pisani kot papige, ali so bili obarvani v varovalne barve kot plazilci, in nekako smo spodbujali razmišljanje na temo, kako znanost deluje, in na ta način tudi potem so obiskovalci lahko barvali v virtualni resničnosti tega dinozavra, ki pa je bil potem istočasno tudi kot 3D natisnjena replika. Se pravi, gre za nekakšno mešano resničnost vse skupaj. Zdaj, tukaj lahko vidite različne izdelke, ki so jih nekako naredili te obiskovalci. Nekateri so bili še bolj kreativni. Lego kocke niso bile nekako del naše razstave, so pa se nahajale na drugem koncu galerije, in v bistvu smo bili veseli, da je to nekako spodbudilo tako otroke kreativnosti, kot tudi odrasle. Očitno nekdo je tukaj recimo omenil I impressed my wife with my virtual painting skills. Nekdo, ki bo star med 26 in 35 let. Zdaj, prejeli smo kar nekaj častnih pohval in prišli enkrat v ožji izbor. To je v bistvu zelo pomembno, ne tako samo za celotno ekipo, kot tudi za muzej, ker gre za regionalni muzej, ki je tukaj mogoče manjši, z manj denarja, z manj delovne sile. Imeli smo tudi zelo močno medijsko objavo in pa sodelovali smo na Design Week v Hongkongu. Zdaj, največ, kar smo v bistvu ponosni, je to, da nas je Smithsonian vključil v nekako knjigo o najboljših praks in je javno dostopna, brezplačno, tako da si jo lahko vsi v bistvu preberete. Zdaj, mogoče naslednji projekt, ki ga omenim, je z Art Center Melbourne. To je največje gledališče v Avstraliji
in z njimi smo se ukvarjali s 3D digitalizacijo opernih kostumov na različnem nivoju, se pravi od low cost rešitev do bolj kompleksnih. Tukaj gre za recimo 3D skener za dermatološke raziskave kože, ki smo ga uporabili in lahko v bistvu si nekako dokumentiral zelo makro posnetke. Vse to je na voljo na njihovi spletni strani, kjer gosti online razstava in se tudi lahko ogledate še vedno v tem trenutku. Je pa bila to zelo dobra platforma tudi za naše študente, kjer so lahko se preizkusili v različnih tehnikah 3D skeniranja. Zdaj, trenutno sodelujemo z Art Center Melbourne v smislu dela na virtualni resničnosti za namen razumevanja stresa pred nastopi in upamo, da bo to nekoč nastal tudi trening. Zdaj, naslednji projekt, ki ga bi omenila, gre za nekako zelo lokalno usmerjen projekt. Gre za postindustrijsko mesto Geelong, v katerem se nahajamo in sodelujemo z vsemi lokalnimi dediščinskimi ustanovami in tudi z mestom. In nekako želimo komunicirati dediščino, oblikovalsko in proizvodno dediščino tega mesta. Zdaj, zakaj? Gre za to, da nedavno so se zaprle vse tradicionalne industrije. Na drugi strani pa imamo zelo veliko lokalnih invencij, ki pa še niso bili dobro komunicirane. Zdaj, Geelong je postal UNESCO City of Design, naredili so tudi novo strategijo Clever and Creative City Region, se pravi pametno in kreativno mesto. In kako v bistvu s temi pop-up nekako muzejskimi izkušnjami, razširjene resničnosti narediti nekaj za lokalno skupnost, za njihovo učenje, uživanje in pa seveda navdih. Ta projekt ima 3 korake. Prvi korak je prvič ocena družbene vrednosti oblikovalske in proizvodne dediščine. Potem na drugi strani gre za kot drugi korak vključevanje s pomočjo participativnega oblikovanja v sodelovanju z lokalno skupnostjo in kot tretja faza potem res izdelava, tehniška izdelava teh izkušenj in pa seveda evalvacija. Zdaj mogoče, če samo nakažem na hitro, ena taka spletna anketa, kjer so recimo odrasli iz lokalnih poštnih številk odgovarjali na naša vprašanja. Skupaj smo jih dobili nekje 83 in kot primer eno vprašanje, kaj prvih 5 stvari, na katere pomisliš ob Geelongu in oblikovanju in proizvodnji. Zdaj, veliko odgovorov je bilo na temo youth. Zdaj, kaj je youth? Gre za poseben avtomobil, posebno sorto avtomobila. Ni tako kot v Ameriki pick-up, ko je visok delovni avto, ampak gre za zelo eleganten na limuzini, na šasiji limuzine narejen nek delovni avto, ki je potem postal tudi zelo popularen. Zdaj, narejen je bil prvič v Geelongu leta 1934. Naredil ga je oblikovalec Lou Bent. Zdaj, ta avto je postal v bistvu zelo nekako lifestyle avto, zelo pomembna ikona za v bistvu celotno Avstralijo in nekako želimo potem komunicirati to dediščino tega avtomobila, ne samo lokalni skupnosti, tudi na neki nacionalni in pa potem na mednarodni ravni. Zdaj, najprej smo se stvari lotili tako, da smo 3D digitalizirali restavriran avto iz leta 1934, pa tudi eno novo verzijo za primerjavo. Sodelujemo z dr. Rose Bent, ki je ne le hči Loua Benta, ampak tudi priznana umetnica zvoka. Zdaj, sama taka nekako tretji korak tega projekta, ko smo rekli, da gre za izdelavo te razširjene resničnosti,
sodelujemo, delamo skupaj z doktorskimi študenti. Zdaj, Slovenka Manca Ugrizek, naša doktorska kandidatka se ukvarja z 3D interakcijo, interakcijskim tehnikam, in prejšnja debata o tem, kako izvesti neko izkušnjo v času covida. Mi v tem trenutku ne moremo izvesti raziskav v našem laboratoriju, zato smo nekako razvili, mi temu rečemo VR kit, in bomo prinesli škatlo oziroma kovšek z vso opremo vsakmu na dom, ki bo potem s pomočjo Zooma in s pomočjo našega facilitatorja potem izvajal neke eksperimente. To bomo potem merili in ugotovili, katera je najboljša interakcijska tehnika. Zdaj, recimo Christian Meyers, naš dobitnik nagrade za poletni projekt, trenutno dela na 3D tisku. Podobno kot kiosk, v mojem doktoratu eden od projektov je bil, kako v bistvu narediti neke 3D sestavljanko, puzle. On se ukvarja z podobnim primerom. Sodelujemo pa tudi z Univerzo v Coventry in recimo Saif Al-Atrash, ki je naša partnerska univerza. On se ukvarja s podobnim avtomobilom, podobno dediščino v podobnem mestu in se ukvarja, kako v bistvu z pripovedovanjem zgodb, z gamifikacijo lahko nekako izboljšaš komunikacijo. Zdaj upamo, da bomo vse skupaj lahko predstavili na tednu oblikovanja v Geelongu marca. Lani smo mogli to v bistvu zaključiti. Zdaj imamo tudi neke druge študente, Biba Tominc, prav tako Slovenka, se ukvarja z ne le surfersko dediščino, ampak tudi kot case study, ampak tudi kako pomagati regionalnim majhnim muzejem, da lažje nekako načrtujejo projekte razširjene resničnosti. Se pravi, recimo, kako se prijavijo na projekt in kako potem komunicirajo z razvojniki, inženirji in tako naprej. Zadnji projekt, o katerem bi mogoče par besed rekla, gre za projekt Mirana Eriča iz Slovenije, ki se ukvarja z zgodnjimi plovili in nekako želimo skupaj v sodelovanju z njim in drugimi kolegi iz Slovenije nekako narediti neko novo globalno platformo za predstavitev dediščine, ki nekako ni homogena oziroma je po celem svetu. In kako v bistvu, zdaj oni so že na Univerzi v Ljubljani naredili znanstveno platformo, kako iz teh znanstvenih podatkov potem komunicirati to na nek bolj zanimiv način. Zdaj, zakaj to počnemo? Zaradi tega, ker se nekako strinjamo, da so prav zgodnja plovila eden zelo pomembnih invencij človeštva. Zdaj, nekako trikrat je človek v bistvu spremenil svoje okolje tega nekega suhega področja. Najprej šel v vodo, potem v zrak, potem pa v vesolje. In prav ta zgodna plovila v bistvu kažejo na nek začetek migracij, začetek trgovine in tako naprej. Zdaj, zgodnja plovila so v bistvu zelo različna, od oblakov, splavov in tako naprej. Naša ideja pa je predvsem, kako v bistvu z gamificiranimi izkušnjami v razširjeni resničnosti narediti nek predlog vključevanja javnosti pri spoznavanju zgodnjih plovil. Trenutno iščemo partnerje, da bi ta projekt v bistvu še razširili, predvsem v okviru morebitnega Horizon Europe. Delamo pa tudi v sodelovanju z Avstralci, z kolegi, recimo Kyla Cartledge iz Our Song Lives, in v bistvu želimo vključiti tudi ne le ta arheološki del, ampak tudi mogoče etnološki oziroma antropološki del living cultures oziroma teh živečih kultur prvih prebivalcev Avstralije. To je v bistvu nekako vse z mojega stališča. Krasno, hvala lepa, dr. Kaja Antlej, za to predstavitev. Tehnika nam ni delala težav,
Vašo prezentacijo smo si ogledali. Na začetku sicer nismo vedeli, da jo delite, ampak potem smo to vzpostavili, tako da nismo, mislim, da nič zamudili. Spet zelo zanimivo to, kar počnete na vaši inštituciji. Pravzaprav, kaj ne rečem, mene je mogoče presenetila ta res interdisciplinarnost, recimo tematik, sploh proti koncu, kar ste razlagali, se dotikate res zelo različnih področij in to prepletate pravzaprav s tem novimi pristopi k razlaganju. Pa mogoče eno tako vprašanje, ki se mi pri tem poraja, se pravi, recimo, trenutno je v svetu porast interesa za tako imenovan storytelling, to se pravi pripovedovanje zgodb na vseh področjih, še zlasti pa za interpretiranje kulturne dediščine. Na kakšen način torej vključujete se pravi ta aspekt oziroma mogoče s tem to tudi povezano, kako uspešni ste oziroma na kakšen način, kaj bi lahko recimo svetovali za neko tako uspešno interdisciplinarno sodelovanje res zelo različnih strokovnjakov. Včasih imamo lahko tudi slabe izkušnje v tem smislu, da so ljudje lahko zelo zaprti v svoje raziskave. Prosim. Ja, zdaj, mogoče na vprašanje storytellinga, jaz mislim, da pripovedovanje zgodb je v bistvu z nami kot človeštvo tukaj že zelo dolgo časa, tako da v bistvu smo ga ponotranjili. Danes je v bistvu to zelo dober način, ker veliko število informacij mi danes ne moremo več procesirati. Danes ni več problem priti do informacije, danes je v bistvu problem, kako te informacije nekako razčistiti in narediti nek pomen v okviru teh podatkov. In mislim, da prav storytelling, oziroma pripovedovanje zgodb lahko veliko bolj globje doda nek pomen. In to v tem trenutku verjetno tudi rabimo. Vemo, družbena omrežja, včeraj je bilo čudovito predavanje kolega iz Amerike, kakšen vpliv ima družbena omrežja in to. In danes v bistvu ne moreš več spremljati vsega, ker je tako veliko informacij in res na področju dediščin in muzejev moramo biti zelo ne pazljivi, ampak pravzaprav se moramo zavedati tega, kako v bistvu to informacijo predelati v nekaj res pomenskega. Zdaj, drugo vprašanje je bilo kako? Kakšne so vaše izkušnje oziroma ta interdisciplinarnost, ki je tako močno prisotna v primeru vaših sodelovanj, torej očitno gre za dobro prakso. Pravim, da včasih so ljudje lahko zelo zaprti v svoja področja, mogoče že z inštituti, ki so zelo disciplinarno naravnani, za celovednostjo, ki je v ozadju tega, v kar so vstopili, doktorati, ki so jih delali, mogoče delo v laboratorijih, skratka odvisno od disciplin, ampak vendar včasih so discipline lahko zelo zaprte, to, kar ste pa vi nam pokazali, pa je res nek izkaz sodelovanja zelo različnih disciplin. Ja, mislim, da še nismo tam, ampak delamo na tem, no. Tudi recimo Genevieve Bell, antropologinja je, mislim, da prva antropologinja, Avstralka sicer, prva, ki je bila zaposlena na Intelu. Se pravi, njo so zaposlili kot nekoga, ki prihaja iz humanistike, da pomaga nekako razložiti inženirjem, kako v bistvu ustvariti boljše izdelke. Če zgooglate oziroma hitro boste našli recimo The Conversation, ABC Australia ima zelo dober podcast, intervju z njo in govori prav o tem. Zdaj, moje mnenje je, da v bistvu rabimo še eno generacijo in to je nekako generacija naših doktorskih študentov, ki trenutno jim ni lahko, zaradi tega, ker oni morajo v času doktorskega študija dejansko skoraj da ne delati za dva, ker morajo nekako preučiti vsaj dva različna dela te interdisciplinarnosti. Ampak jaz mislim, da je to zelo pomembno, da bomo zelo hitro lahko
reševali te kompleksne probleme, s katerimi se danes sooča družba, ravno na ta način, ko bomo ustvarili novo generacijo ljudi, ki bodo še sami interdisciplinarni. Danes se mi zdi, da je kot ena piramida, ali kako bi rekel, gre v to smer. Pa se vračamo na tisto, kar ste najprej rekli, da pravzaprav ni problem v tem, da prišli do informacij, ampak v tem, kako jih organizirati, kar je pravzaprav recimo tukaj bila neka ovira za interdisciplinarno, se pravi, kako poglablja določene discipline, pa vendar ohranjati tista znanja in uspeti povezati to v neka uspešna sodelovanja. Zdaj imamo pa pravzaprav tukaj še 3 vprašanja, časa imamo pa 3 minute. Tako da mogoče... Eno minuto. Ja, če lahko zelo na hitro odgovarjate. Če vas bom jaz motila, lahko malo podaljšate, celo čez 100 minuto, ker še čakamo nekaj panelistov za naslednji panel. Tako da bi rekla, da lahko še ta vprašanja načeloma gremo čez. Do 15 do 12:45, je to v redu? Lahko pa, če je slučajno še čas, pa so še vprašanja, bom pa tudi to sporočila. Prav, se oglasite, super. Ja, Hvala. ampak 12:45 zaenkrat ste slišali. Hvala vam. Hvala. Imamo gospo Nežo Ribarič, ki sprašuje, vprašanje postavlja v zvezi s surfarsko dediščino, ko ste pokazali v predstavitvi, če lahko več poveste o tem projektu, na kakšen način raziskujete surfarsko dediščino? Ja, zdaj, ne vem, če to predavanje je bilo kar hitro, glede na to, da smo bili malo v zaostanku, pa sem bila tudi malo zadihana, ampak želela sem nekako tudi pokazati, kje nekako se dejansko nahajamo. Mi smo od Melbourna, se pravi, večkrat proti the real beach, temu rečejo, se pravi proti oceanu, ker Melbourne ima samo nekako zaliv. In smo v bistvu 20 minut z avtom stran od Surf Coast Shire, se pravi, to je občina, ki ima tudi tako ime, in ta občina je v bistvu znana po Bells Beach. Zdaj ne vem, če ste sami surferji, boste mogoče prepoznali, gre za najstarejšo še živeče tekmovanje, Rip Curl, ki se vsako leto odvija okrog Velike noči. Zdaj, leta 1981 se je zgodil preobrat v sami dediščini surfanja in to je, da je lokalni surfer v bistvu dodal reče se fin, ne vem, kakšen slovenski prevod, v bistvu, oziroma trotter, da je v bistvu lahko zavijal po valu, ne samo, da se je peljal naravnost, ampak je lahko zavijal. Zdaj, smučarji to bolj razumemo, verjetno. In v bistvu to surfanje je tako ponotranjeno v tej regiji, da v bistvu gre za živo dediščino in jo kot tako obravnavamo na tej strani, na drugi strani pa gre v bistvu tudi za eno invencijo, tako da bi jo lahko obravnavali tudi stališča oblikovanja, recimo. Hvala lepa. Zdaj imamo tukaj še eno novo vprašanje, mogoče najprej tega, ker je krajše. Ali v Avstraliji obstaja tudi interpretacija dediščine? Interpretacija dediščine bi mogla pogledati. Jaz zelo dobro sodelujem z Stevom Cookom iz oddelka za dediščinske in muzejske študije na Deakin. Jaz sem sama na šoli za inženirstvo, sem pa tudi v bistvu course advisor za njihov študij muzejskih in dediščinskih študij. Sam course oziroma sam program nisem prepričana, bi mogla pogledati, zdaj lahko mi pošljete na mail, pa malo več pogledam, ampak nekako vse tega nekako na bolj celostni osnovi se naši kolegi ukvarjajo. Ja. Tukaj bi predlagala mogoče za vse, ki želijo razpravo, oziroma tudi to vprašanje, Boris Dejanovič je ta, ki sprašuje, lahko zastavite v Slacku. In v Slacku se lahko ta debata pravzaprav nadaljuje in vi imate čas pogledati, odgovoriti, potem se spet lahko ljudje odzivajo, tako da je to mogoče priporočljivo. Zdaj pa še eno vprašanje, torej postavlja Vasja Urh, kako je v Avstraliji z Design muzej? Upravljajo virtualno resničnost pri predstavitvi zgodb? Design muzej. Ja, pardon.
Ja, zdaj, Design muzej, mi imamo zelo dober muzej v Sydneyju, reče se mu Powerhouse Museum, oziroma gre za večji muzej za Applied Arts Museum in v bistvu oni se ukvarjajo z zelo širokim delom oblikovanja. Zdaj gre tudi za mogoče bolj tehniški muzej na eni strani, čeprav ima zelo veliko recimo mode in tako. Zadnje, kar sem gledala pri njih, je bil Apollo 11, razstava ob lanski 50-letnici pristanka na Luni. Takrat so imeli recimo virtualno resničnost pristanka na Luni. Zdaj, zelo zanimivo informacijo imam iz Viktorije. Melbourne, lokalna vlada je ravno en teden oziroma 2 tedna nazaj dala 1,4 milijarde dolarjev za nekako povezovanje za urbano rešitev in pa za novo stavbo Narodne galerije Viktorije, Contemporary, se pravi, gre za sodobno umetnost. Oni zelo dobro delajo z MoMo, tako da verjetno bo šlo tudi v neko tako smer. Se pravi, bodo v bistvu zgradili v naslednjih 7 letih nov muzej oblikovanja. Ampak ali vključujejo virtualno resničnost, razne tehnike? V bistvu ja in ne. V bistvu zelo podobno kot recimo v Ameriki ali pa v Veliki Britaniji. Mislim, da smo na nekem temu nivoju definitivno. Večji muzeji z veliko večjim budžetom, recimo ACMI. ACMI je eden od muzejev za gibljivo umetnost, se pravi za film in televizijo in tako naprej, za igre, računalniške igre. Oni so zaposlili CXO, se pravi Chief Experience Officer, ki se ukvarja prav za te izkušnje vezane na digitalne tehnologije. In ko imaš enkrat tako osebo, potem je tudi več teh tehnologij. Oni so imeli pred časom recimo zelo odmevno razstavo tudi Alice in Wonderland, ki je dobila prestižno nagrado na MuseWeb konferenci. Zdaj, kar se tiče samih oblikovalskih razstav, je pa v bistvu tako, zdaj Avstralija mogoče nima tako močne tradicije, pa Avstralci me bo verjetno imeli drugo mnenje, ampak verjetno taka tradicija, kot je v Evropi, predvsem bolj kot ne v vseh evropskih državah in pa v ZDA, kar se tiče oblikovanja, muzeja oblikovanja, je mogoče manjša. In še eno vprašanje. Manj razstav. Ja. Je projekt, kjer ste predstavili avtomobil, sedaj del kakšne zbirke, dizajn muzeja? To je bil naš motiv. Gre za to, da ta avto dejansko ni dostopen javnosti. Mi smo šli 3D skenirati, 2 uri stran smo se vozili, mogli smo se dogovoriti za lastnikom tega avtomobila. Zelo veliko starodobnikov je v lasti privatnih zbirk, lastnih zbirk, zelo veliko ljudi se ukvarja s starodobniki. Baje je teh starih prvih jutov za prste ene roke, zelo malo po celi Avstraliji. Zdaj Ross Band, ki je hči oblikovalca, ima v lasti enega od teh avtomobilov. Ne gre za original, ampak gre za avto, ki ga je vozil njen oče, ko se je upokojil. To je v bistvu zelo zanimiva zgodba. Oče je dejansko, ko se je upokojil v 70 letih, ni našel originala, tako da je v bistvu razrezal model 40, Ford model 40 in naredil ute iz tega. Potem pa leta 87 je pa snemal dokumentarni film in se ubil v tem avtu. Tako da v bistvu gre za avto, ki je bil njegov, ki ni original, ki je imel dejansko totalko, ker je zapeljal kamion. In ta avto je v bistvu bil potem restavriran skozi iz različnih avtomobilov. Tako da tle je zdaj vprašanje te dediščine.
ali gre za original, ali ne gre za original, ali gre za zgodbo avtorja, njegov osebni predmet in tako naprej. Dobro, hvala lepa, dr. Antlej Kaja, za to izredno zanimivo predavanje. Upam, da nismo bili preveč pod stresom zaradi časovne stiske, ampak vendar mislim, da smo uspeli odgovoriti na vprašanja. Podali ste zanimivo prezentacijo. Organizatorjem simpozija mogoče vprašanje, kako kaže s programom, zaključimo? Bomo nadaljevali s programom. Tako da najlepša hvala predsedujoči in seveda panelistom za tako zanimive predstavitve in diskusijo po tem.